Svet kulture. Dober dan, dragi poslušalke in dragi poslušalci. Pestro bo danes v svetu kulture. Obiskali smo Novo mesto, kjer se danes zvečer začenja festival pripovedovanja Reku reku. Prebrali smo nekaj leposlovnih novosti, med drugim slovenski roman Kjer teče Košuta, ki so mu pri založbi Mladinska knjiga letos podelili nagrado Modra ptica. Nadaljevali bomo s popotovanjem po Sloveniji. Ustavili se bomo še v Postojni na tradicionalnem festivalu Zmajma mlade in v Mariboru, kjer bomo nocoj lahko prisluhnili odmevom poletja. Ostanite v naši družbi. Najprej torej v Novo mesto, kjer se na glavnem trgu drevi začenja tradicionalni festival pripovedovanja Reku reku. Pred knjigarno Goga bodo 3 večere z več tematskimi vsebinami gostili zanimive goste, tudi z mednarodno udeležbo. Prispevek je pripravil Jože Žura. Pripovedovalski festival Reku reku pripravljata založba in knjigarna Goga. Svoje korenine ima v festivalu kratkih zgodb Novo mesto Šort, vodja festivala Vesna Kelbel. Glavni namen festivala Reku reku je, da se vrnemo k prvotni formi druženja in sicer k pripovedovanju zgodb. Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom. To, da si ljudje vzamejo čas in pridejo poslušati zgodbe od nekoga drugega, je prečudovito in to je v bistvu glavni namen, da si pripovedujemo zgodbe. Festival traja 3 dni in ima več tematskih sklopov. Danes, v torek 25. bomo poslušali zgodbe večinoma Novomeščanov in sicer na temo Mladost je norost, medtem ko v sredo 26. avgusta bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo kruha in iger. V četrtek 27. pa imamo malenkost daljši program in sicer bomo najprej začeli z enim literarnim večerjem, kjer bomo predstavili 2 tuja gosta, Borisa Džinića iz Srbije in Džisa Vilbrinka iz Nizozemske in njune prevajalke. Potem pa bo sledilo ob 8. pripovedovanje na temo Boso poletje, zaključili bomo pa cel festival s koncertom Bosa Goga. Vesna Kelbel še o sodelujočih pripovedovalcih. Nocoj se nam bojo predstavili Jernej Balant, Mojca Petaros, Rado Trifković, Gašper Turk in Jedrt Jež-Furlan. Jutri, ko imamo kruha in iger, bomo poslušali zgodbe Alojzije Zupan Sosič, Nejca Gazvoda, Ajde Bračič, Borisa Kokala in Andreja Rozmana Roze. Zadnji dan je pa čisto mednarodno obarvan, bomo pa poslušali zgodbe romunske pesmice Andre Rotaru, nizozemskega prozaista Džilsa Vilbrinka, srbskega pisatelja znanstvene fantastike Borisa Džinića in novomeški publiki dobro poznanega francosko-bosanskega pisatelja Veliborja Čolića. V primeru lepega vremena bomo bili tukaj na trgu pred knjigarno Goga. V primeru, da bo kakšna plohica, se bomo premaknili noter v atrij knjigarne Goga. Obisk je brezplačen za obiskovalce, je pa zaželjeno, da se pride malenkost prej, zato da si zagarantirajo svoj sedež. Pretekli teden so v ljubljanski knjigarni Konzorcij predstavili 3 nove leposlovne naslove, 2 prevoda sodobne ameriške in irske književnosti ter slovenski roman Kjer teče Košuta. Avtorica Maja B. Kranjc je za roman prejela nagrado za najboljše še neobjavljeno knjižno delo Modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. Nekaj poudarkov je pripravil Goran Tenze. Letošnjo, od leta 2016 bienalno nagrado Modra ptica je založba razglasila že januarja letos.
Od 60 poslanih rokopisov je žirija s takratno predsednico, urednico pri založbi Nelo Malečkar, izbrala 3 in se na koncu odločila, da jo podeli rokopisu Maje B. Kranjc. Preostala 2 rokopisa, od Katje Jurgec-Bricman in od Davorina Lenka, naj bi izdali jeseni in prihodnje leto. Žirija je med drugim izpostavila tudi, da avtorica v svojem delu prepričljivo in slogovno raznoliko v besedi 2 diametralno nasprotni bivanski poziciji, eno z privilegiranega zahoda, drugo pa z vojnega žarišča vrženo v pomanjkanje in negotovo prihodnost. Gre za zgodbo o 2 begih odraščajoče najstnice, ki beži pred nekakšno odraslostjo in od staršev, in o enako starem beguncu iz Sirije, ki beži iz vojnih razmer. Njuni zgodbi pa se v nekem trenutku prepleteta. Kaj pomeni ta nagrada? Nagrade sem zelo vesela, predvsem zato, ker se mi zdi, da privoščim tej zgodbi in tem junakom, da res dobijo ta žarek pozornosti, ki jo nagrada namenja. Nisem toliko računala s tem žarkom pozornosti nase, kar bi lahko, ker sem tudi dramaturginja. Imela sem kar težave in sem se kar ubadala s tem, ali sem zdaj promiskuitetna avtorica ali kaj zdaj to pomeni, ne, da kar malo skačem iz založbe k založbi, ampak bila je taka lepa priložnost, pa spomnila sem se, Klopotec roman sem pisala veliko prej, začel se konec leta 21, pa pol v letu 22, ki je Tina Vrščaj dobila Modro ptico in se spomnim, da sem parkirala pred vrtom Društva slovenskih pisateljev, ne, Lili Novi, in je bilo ravno po radiju razglasitev oziroma intervju s Tino Vrščaj, in sem pomislila, jaz pa lih roman pišem, takrat sem bila čisto na začetku, kaj če bi jaz enkrat dobila Modro ptico, to, ker si tako pač neumen in ti je vroča v avtu in kar nekaj razmišljaš. No, ampak potem fast forward 3 leta pa pol kasneje sem jaz res se s tem prvim romanom tudi dogajalo pač vse mogoče in predvsem nič zaradi mene, ker je ležal v predalu, ker me en pisatelj prestrašil, da sem pač neke kosti, brez kosti, sam notranji organi, tako, in sem rekla, bom te notranji organe kar pospravila nekam in nisem nikamor poslala, pa v enem momentu sem sanjala, kako nekdo to mojo junakinjo Nino ustreli in sem se zbudila in sem rekla, to pa ne, tole je pa čista groza, zdaj moram pa nekaj ukrenuti. Avtorica je sicer dramaturginja, klinična psihologinja in tudi pesnica. Lani pa so ji pri založbi Beletrina izdali roman Klopotec. Od marca letos nova urednica za leposlovje pri založbi Tanja Božič jo je na predstavitvi vprašala, ali pri zamišljanju piše že po vnaprej domišljeni zgodbi in osebah, ali pa tok besedila nastaja tudi sproti. Prvi roman je zelo drugačen od drugega. Prvi se dogaja čez 70 let, drugi se zgodi v 5 dnevih, struktura je drugačna, pripovedovalci so drugačni. Skratka, rekla bi, da bi se zelo zlagala, če bi rekla, da je bilo vse kar tako iz rokava, ker sem jaz človek, ki ima zelo rad kontrolo. To pa zato, ker jo tako hitro izgubim. Tako da sem se z leti naučila, da jo moram imeti kar dobro. Ampak se mi zdi, da sem zdaj dosti stara, da to kontrolo lahko potisnem v ozadje in takrat, ko delam, se prepustim tistemu toku in res zaupam junakom in zgodbi, da bo sama naredila. Čeprav se mi zdi, da ta podzavest po moje mora nekaj imeti s to kontrolo, ker ko sem res Tanja zdaj pogledala roman in videla to strukturo, kako se kljub temu, da sta 2 vzporedni zgodbi istočasno oba glavna junaka zapleteta z drugimi in točno na polovici res, če deliš število strani z 2 in odpreš, je glavni zaplet tam. Zdaj pa k preostalima 2 knjigama. S prevajalko Jerco Kos smo se dotaknili 3 zgodb irske pisateljice Claire Keegan z naslovom V zadnjem trenutku v zbirki Skratka, s podnaslovom Zgodbe o ženskah in moških. Gre za 3 novele, ki so po besedah prevajalke slogovno podobne njeni noveli Rejenka, po kateri so pred nekaj leti posneli odmevni film Tiho dekle. Roman ameriške avtorice Mirande July z naslovom Na vseh 4 je prevedla Daša Premej Jurjavčič, izdali pa so ga v zbirki Cappuccino. Zgodba o izzivih poželenja in spolnosti odrasle uspešne ženske na meji menopavze je po izboru britanskega Guardiana in New York Timesa postala knjiga leta, posneli pa so tudi TV serijo.
V središču Postojne se bo danes zvečer ponovno oglasil Zmaj, jubilejni že 30. festival, ki v središče Postojne privablja stare in mlade od blizu in daleč. Izvedba pa je bila letos zaradi negotovega financiranja strani Ministrstva za kulturo precej negotova. Sabrina Mulec se je o zgodovini in pomenu festivala Zmajma mlade pogovarjala s predstavnikoma Mladinskega centra Postojna, ki pripravlja festival s pomočjo okrog 20 prostovoljcev. Na pobudo Zmajevih prijateljev, ki si poletja v Postojni brez njega ne znajo predstavljati, so organizatorji letos zbirali sredstva za realizacijo z donacijami organizacij in posameznikov. Prek razpisa Ministrstva za kulturo so sicer uspeli pridobiti 9200 evrov, kar je približno četrtina sredstev potrebnih za izvedbo, vendar jih bo ministrstvo o dejanski višini sredstev, ki jih bo nakazalo, obvestilo šele po septembrskem rebalansu proračuna, ko bo Zmaj že povedal svoje. Skozi vsa ta leta pa si je festival pridobil ogromno prijateljev. Programski koordinator Samo Vesel ga pripravlja že 29. Pomen Zmaja v skupnosti, pa pomen Zmaja nenazadnje v regiji ni tako majhen. Včasih je bil manjši, včasih večji, ampak lahko trdim tudi po besedah marsikaterega bivšega obiskovalca in obiskovalke, tudi mu je Zmaj prinesel stvari, ki jih sicer ne bi nikoli videli, nikoli doživeli, neke nove in drugačne vsebine in predvsem neko podobo, da je možno neke stvari narediti tudi na takšen način. Pomen se seveda skozi leta spreminja. Če je bil prvi Zmaj res boom in poživitev oziroma sploh oživitev nekega dogajanja v Postojni, kar je nenazadnje bil, ko se ni dogajalo nič in je potem skozi leta se nadgrajeval in rastel in tudi krčil in zmanjševal in spet rastel. Mislim, da je pustil nek neizbrisen pečat v Postojni in skupnosti. Že od prvega Zmaja naprej ni bil koncept sam nek glasbeni festival, ampak je bila glasba del celotne slike, ki vključuje tako gledališče in šport in prireditve oziroma dogajanje za otroke. Res se trudimo in smo se vedno trudili, da bi zadovoljili čim večji spekter okusov, ne glede na to, da je v bistvu izhaja kot nek mladinski festival, ampak nikoli ni bil sam mladinski festival. Vedno je bil nek mestni festival, festival, ki oživlja ulice, oživlja trge, kar ga še danes dela posebnega v Postojni. Vsi dogodki, 39 bo, pa bodo za obiskovalce brezplačni. O razlogih predsednik Zveze društev Mladinski center Postojna Tadej Živic. Iz stališča tega, da so dostopni vsem, da ni nobenega, da reče, pa na to ne bi šel, kam je vstopnina predraga, da čist lahko prija pogled, sem zato, ki ga zanima, pa vidi, ok, tu ni zame, pa gre stran, ampak za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dosti trudimo na ta način, da pripeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi zdi, da na ta način razširimo obzorja ljudem. Vesel. V sredo bomo odprli tudi razstavo v avli Inštituta za raziskovanje krasa, kjer bomo predstavili vseh 30 let skozi oblike oziroma dizajne plakatov, brošur, letakov. Na ogled bojo vse majice, prikazovali bomo neko dogajanje prek slik. Glavni oder so letos izza občinske stavbe preselili k sosednji Ljudski univerzi, sicer pa se bo festival odvijal na več lokacijah v Postojni. V Mariboru pa se nocoj začenja festival klasične glasbe Odmev poletja. V 3 večerih bo občinstvo ponudil 6 koncertov. Rdeča nit vseh pa je glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Več Brigita Mohorič. Festival klasične glasbe Odmev poletja bo na 6 koncertih predstavil dela priznanih skladateljev, pojasnjuje umetniški vodja Nikolaj Sajko. Klasična komorna glasba nagovarjamo vse generacije. Slišali bomo dela od Bacha, Mozarta, Brahmsa, Filipa Glassa, Zoltana Kodaja. Festival bo občinstvu vsak večer ponudil 2 koncerta. Torej, naša želja je, da se publika pomika iz enega koncerta k naslednjemu, iz enega prizorišča v drugo prizorišče. Tako da želimo, da je dostopen za vse. Torej, od otrok do ljudi, ki mogoče ne poznajo klasične glasbe, do
poznavalcev do ljubiteljev. Prvi koncert z naslovom O dobri družbi bo nocoj ob 19:30 v Minoritski cerkvi. Ob Mozartovi glasbi bo ponudil tudi Brahmsova dela. Naprej bomo slišali Mozartov kvintet za rok in godala in nadaljevali z enim velikim romantičnim delom, godalnim sekstetom Johannesa Brahmsa, številka 1. To je res delo zlatega repertoarja in tudi ekipa glasbenikov, ki sodelujejo, čudovita. Sekstet vodi violinistka Lana Trotovšek, ki nastopa po vsem svetu, je nagrajenka Prešernovega sklada. Drugi koncert, Nočni utrinki, pa se bo začel ob 21. na balkonu Lutkovnega muzeja. Glasbeniki bodo poleg znamenite Mozartove Male nočne glasbe zaigrali še skladbe Antonina Dvoržaka in Žana Baptista Barriere. Ob Lani Trotovšek bodo nastopili Sarah Akif, Nejc Mikolič in Nikolaj Sajko ter mlada mariborska glasbenika Laura Kaligaris in Ariel Vej Atanasovski. Festival želi povezati že uveljavljene glasbenike, poleg omenjenih bo jutri nastopil tudi flavtist Boris Bizjak in mlade obetavne študente glasbe. Privlačen pa bo tudi program 2. in 3. festivalskega dne. Potem na 2. festivalskem dnevu bomo začeli s prehodom po Mozartovih delih, ki jih bomo izvajali v varianti godalnega kvarteta, ampak da namesto prve violine igra ta part flauta, torej flauta, violina, viola, violončelo. Drugi koncert 2. dneva bo za manjšo zasedbo, za godalni trio, torej violina, viola, violončelo, in zaključimo z koncertom, ki smo ga poimenovali Sam v sobi, kjer upamo, da ne bomo sami izvajalci, ampak slišali bomo dela za solo inštrument, torej za solo violino in za solo violončelo. Avtorjev Johannesa Sebastiana Bacha, Georgija Ligetija in Filipa Glassa. 3. festivalski dan pa ponuja povsem običajen koncert, en koncert, celovečerni koncert, ki se torej ne bomo se sprehajali, pomikali po prizoriščih, slišali bomo tudi dela za flauto in godalni trio. Festival Odmev poletja pripravlja Društvo za komorno glasbo Amadeus v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor. V Celju se bo nocoj odvil Veronikin večer plesa in poezije. Slabo vreme je dogodek z Celjskega gradu pregnalo v prostore Slovenskega ljudskega gledališča Celje, a bo kljub temu slovesno, saj bodo kot vsako leto podelili nagrade Mala Veronika in Zlatnik poezije ter razglasili prejemnico oziroma prejemnika Veronikine nagrade 2026. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, ki jo podeljuje Mestna občina Celje, je strokovna žirija nominirala 5 pesniških zbirk. To so Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, Fance, fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič in Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. O nagrajenki ali nagrajencu bomo poročali tudi v jutrišnji oddaji Svet kulture. Za konec pa še na obalo. V Kopru se danes začenja 6. mednarodni gledališki festival pri Svetilniku, ki ga vsako leto pripravlja gledališče Koper. Na mestnih ulicah in na odru si bo v 5 festivalskih dneh možno ogledati 7 predstav za otroke in mlade, potekale pa bodo tudi delavnice. Festival bo v soboto zvečer sklenila predstava Tesla, malega gledališča Duška Radovića iz Srbije. To je vse v današnjem Svetu kulture. Oddajo sem pripravila in vodila Kaja Novosil, tonsko pa jo je oblikovala Mirta Berlan. K poslušanju novic iz Sveta kulture vas torej vabimo spet jutri ob isti uri, za danes pa se poslavljamo in vam želimo lep in prijeten dan še naprej.